Danes v rubriki Na filmski krivulji nadaljujemo s predstavitvijo legendarnega japonskega filmskega scenarista in režiserja Akire Kurosawe. Še med samo vojno se s svojim naslednjim filmom The Most Beautiful dotaknil tematike vojnih tovarniških delavk. Propagandni film je v poldokumentarnem stilu posnel konec leta 1944. Da bi bila igra igralk kar se da avtentična in prepričljiva, je vse igralke v času snemanja nastanil čisto pravi tovarni, kjer so jedle tudi značilno tovarniško hrano in se med seboj klicale samo po imenih protagonistk, katere so upodabljale v filmu. Podobne metode je pri svojih igralcih uporabljal kasneje tudi skozi celotno kariero. Igralka, ki je v filmu zaigrala glavno delavko Yoko Yaguchi, je kmalu postala njegova žena in slednje tudi ostala vse do svoje smrti leta 1985. Najboljše filme pa je po mnenju mnogih posnel v povojnem času. Prvi izmed tistih, kateri veljajo za njegovo odskočno desko, je vsekakor misteriozna kriminalna drama Rashomon, ki se iz različnih zornih kotov osredotoča na strašen zločin in njegove posledice. Kritike, kot tudi žirijo na Beneškem filmskem festivalu, kjer si je prislužil Zlatega leva, je navdušila predvsem unikatna tema filma. Sledila je filmska adaptacija književne predloge Idiot Kurosawovega najljubšega pisatelja Dostojevskega. Ker se je trudil biti čim bolj zvest knjižni predlogi, je končna različica filma najprej trajala kar 265 minut, dokler je ni na zahtevo studija skrajšal na spremenljivih 166 minut. Drastična okrajšava pa je povzročila težko sledljivost sami zgodbi, zato mnogi film uvrščajo med njegove slabše izdelke. V naslednjih nekaj letih so sledili še ganljiva drama Živeti, epska pustolovščina 7 samurajev, barbarska adaptacija Shakespearovega Prestola krvi in sila zabavni par samurajskih komedij Yojimbo in Sanjuro. V pustem obdobju konec 60-ih in v začetku 70-ih je poskušal storiti samomor, ki pa ga je preživel. Po težkih časih se je vrnil s precej osebnim in majhnim nizkoproračunskim filmom Dodesukaden. Leta 1975 je luč sveta ugledal Dersu Uzala, obsežnejša ruska koprodukcija, kateri je kasneje z veliko pomočjo Akirinih oboževalcev, kot sta Francis Ford Coppola in George Lucas, leta 1980 sledila še samurajska pripoved Kagemusha, za katero bi lahko rekli, da je nekakšen predhodnik Rana, epske adaptacije Shakespearovega Kralja Leara iz leta 1985. Po njegovi nesreči leta 1995 se mu je začelo drastično slabšati njegovo zdravje. Medtem ko je njegov še vedno bil v odlični formi, je njegovo telo vse bolj pešalo. Tako je zadnje pol leta svojega življenja preživel priklenjen na postelji s poslušanjem glasbe in gledanjem televizije. 6. septembra 1998 je star 88 let zaradi možganske kapi umrl. Tudi po smrti je dobil številne nagrade, med drugim tudi posthumnega Oskarja za življenjsko delo. Angleška revija o filmu Empire pa ga je celo uvrstila na 6. mesto njihove lestvice najboljših režiserjev vseh časov. Naj zaključim z njegovo bržkone najbolj poznano mislijo. Zame ustvarjanje filmov združuje resnično vse in to je razlog, da sem slednje naredil tudi v svoje življenjsko poslanstvo. V filmih se srečajo slikarstvo, literatura, gledališče in glasba, pa vendarle film ostaja še vedno film.